Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema v podkastu na spletnem portalu domovina.je. Danes se bomo poglobili v prihodnost tehnologije, umetne inteligence in avtomobilske industrije, tem, ki se seveda dotikajo naše bližnje in tudi nekoliko oddaljenejše prihodnosti, tehnologij, ki bodo postale naš vsakdan, in zato smo si tokrat izbrali posebnega gosta. Moj gost je Jan Macarol, lepo pozdravljen. S ChatGPT-jem sem si pomagal pri pripravi, lahko rečemo, predstavitve, pa je res najdel marsikaj zanimivega. Podjetnik, ustvarjalec digitalnih vsebin, se vas konec koncev kot tehnološkega vizionarja poznamo. Imate precej sledilcev na socialnih omrežjih, zase pravite, da zrete vsaj 3 leta vnaprej. Za seboj imate več uspešnih startupov, ste avtorji recimo temu več tisoč člankov že z področja tehnologije. In ja, to je pa to, kar sem prej omenil, da na svojih družbenih platformah združujete več kot 100,000 sledilcev. Torej, lahko vam rečeva influencer. In da vaši mediji dosegajo do 5 milijonov obiskovalcev, se radi pohvalite. City Magazine, ste urednik City Magazina, jih združujete te sledilce zlasti pod City Magazinom. Kaj še lahko poveste? V bistvu tako je. City Magazine je lifestyle medij, je zelo nepolitičen medij. Vedno je bila politika tega medija, da odkriva to, o čemer se ne piše v Sloveniji. S korono je prišlo, da smo nehali izhajati v tiskani obliki in se hitro usmerili v to, da smo z uporabo umetne inteligence medij prevedli v 20 jezikov. Tako da imamo zdaj največ obiskovalcev pravzaprav iz Južne Koreje in Švedske. Kako to izgleda, da prevedeš, svoj portal v 20 jezikov? V bistvu raba umetne inteligence v kontekstu jezikovnih modelov, ki pomagajo zanalizirajo jezik, ga poenostavijo, da je prevedljiv v določeno jezikovno skupino, potem pa to pravzaprav Google Translate lažje in bolj pravilno prevede. Naš postopek je tak, da osnoven članek s ChatGPT-jem prilagodimo za jezikovne skupine, potem pa je to v bistvu Google Translate relativno dobro. A Južni Korejci recimo opazijo, da berejo nekaj, kar je napisala umetna inteligenca? Po času sodeč ne, kar je kar komplimentno, ker imajo visok čas, ko ostajajo na spletni strani, to mi govori, da je prevod relativno dober. A vi potem na City Magazinu sploh potrebujete ljudi, a vse dela umetna inteligenca? Namo, v bistvu pri nas je bilo tako, kot tudi v velikih uredništvih, tudi v uredništvu Pop TV, so bili z oktobrom, mislim, da leta 2022, imeli eno akcijsko skupino, kjer so se uredniki in novinarji podučili o tem, kaj prinaša umetna inteligenca, in so bili kar veliko stvari, tudi v večjih uredništvih že piše z umetno inteligenco. Kako vi potem gledate na prihodnost medijev? Bo delo novinarjev prevzela umetna inteligenca? Kaj bo sploh še ostalo? Jaz mislim, da bo ostale osebnosti. Zelo dvomim bo obstanek lifestyle medijev, čisto zares, zato ker je ta informacija, ki bo tako transcendentna v vseh jezikih, mi da se zdaj pogovarjava po slovenski, jaz verjamem, da bo ta video na YouTubeu objavljen in verjamem, da ga bo lahko tehnik čez 3 leta z enim klikom prevedel še v sinhronizirano portugalščino ali pa španščino. Tako da naj bo tudi Španci razumeli, o čemer sva se danes pogovarjala. Ja, zdaj... To je realnost. To je realnost YouTuberjev. Naprimer, največji YouTuber, MrBeast, je že v španščini in kitajščini. Torej, sinhroniziran na YouTubeu. Zberete lahko zvočen zapis, torej v katerem zvočnem zapisu ga želite poslušati in ga že imate. Tudi neki nemški YouTuberi so v bistvu zdaj dosegljivi in francoščini in tako. Tako da transcendentnost te vsebine bo v bistvu globalna. Zdaj vi z umetno inteligenco prevajate zadnje 2 leti. Vi pravite, da ste umetno inteligenco testirali še predtem je bila dostopna na trgu za vse nas, recimo konkretno ChatGPT? Jaz sem imel v bistvu eno dobro izkušnjo iz preteklosti, imel 3 medijske startupe, pa parkrat sem bil v teh pospeševalnikih, tako imenovanih inkubatorjih startupov in sem, hvala Bogu, prišel na neko listo v bistvu early adapterjev, dajmo temu reči. Že leta uporabljam brezplačno biznis Google, zdaj je sicer to plačljivo ratal, ampak obljubljeno mi je bilo, da bom lahko za v bistvu neskončno uporabljal Googleove storitve brezplačno. Tako da sem tudi med prvimi Google Mail uporabljal. In sem dobil en invite in se prijavil, to je bilo mislim, da marca 2022, oziroma mislim, da je bilo to takrat. In začel probavati umetno inteligenco, ki je bila pa takrat v bistvu, takrat nas je to najbrž 20-30 tisoč ljudi, 10 milijonov uporabljali.
in smo bili kar malo šokirani, kako v bistvu dobra je bila v tistem trenutku in kako danes ni v bistvu kaj prav zelo boljša, kot je bila takrat. No. Ampak v 2 letih se je pa marsikaj spremenilo. Ne? Zdaj je to tako splošno. Splošno dostopno je. Ja, splošno dostopno je in zato, ker je splošno dostopna tudi ta kapaciteta na en pogovor, ne, z ChatGPT-jem v bistvu omejena na ta user session in na ta IQ na nek način mičkano omejeno. Vsaj po mojem predvidevanju ne gre samo za velikost tega jezikovnega modela, ampak gre tudi za to, koliko je v zadnji nekaj procesov. Vas preseneča, kako se je v bistvu uporaba ChatGPT-ja, umetne inteligence, razširila skoraj v vse pore družbe že? Mislim, preseneča me ne, zato ker pač ljudje vedno iščemo bližnjice, smo nagnjeni k lenobi, ne, in ChatGPT določene poti skrajša. Ne. Tako da meni to čisto logično. Bo pa je to sam začetek, v bistvu, to je mi vidimo v bistvu ta vrh gore, ledene, ne, ta spoden del pa ne vidimo. Tako da se, ne bom rekel, bojim, ne vem, praktičen primer, mi imamo otroka, ki je zdaj 10 let star, v 4. razredu osnovne šole, predmet naravoslovje in družba, človeško telo, narediš ChatGPT na način, da torej, ta delovni zvezek naložiš v ChatGPT in potem rečeš ChatGPT, da tega otroka poskuša naučiti človeško telo, tako da mu razloži en segment snovi in potem mu postavlja pod vprašanja in ocenjuje ga popravlja in tako naprej. In ChatGPT to danes počne. Danes počne lahko nekega popoldanskega tutorja ali pa nekoga, ki uči otroka v bistvu vsak z $20 na mesec ustvarja. Je ChatGPT dolgoročno samo tutor, pomočnik, a se moramo, ne vem, njegovega hitrega napredka in pa tudi odvisnosti, ne, ljudje postajamo očitno vse bolj odvisni od njega, a se treba tega po vaše bati v prihodnje? Mislim, tako je. Jaz mislim, da se te spremembe v generacijah tako dogajajo, da pač ene generacije sprejmejo. Jaz mislim, da generacija nad 40 letom se zelo težko spreminja, težko sprejema e-mobilnost kot neko novo opcijo, težko sprejema te napredke. Ampak mladi bojo pa to zgrabili. Ne? Mi bomo v naslednjih 20 letih še nekako prišli skozi to šivanko in na uho do nekega univerzalnega dohodka oziroma penzije. Mladi bojo pa, ne bom rekel, da prisiljeni, ampak bojo s tem odraščali. Imamo srečo, da se vse te tehnologije niso čisto danes na jutri, čeprav so. No. Zdaj ta eksponenten razvoj, če je včasih veljalo, da je airbag iz Mercedesa rabil 10 let, da je prišel v splošno uporabo v druge avtomobile, se vidi pa ta eksponentna krivulja razvoja zdaj takšna, da bo to 6-7 let, na primer. Mi da zdaj govorijo samo o ChatGPT, ampak recimo umetnih inteligenc takšnih, ne, ki naj bi služile kot orodje je več. Eno je razvil tudi Musk, ta ne bi imela nobenih filtrov in nobenih varnostnih zatičev. Zdaj, Musk je v bistvu oče OpenAI. On je tisti, ki je ustanovil Samom Altmanom OpenAI zato, da je v bistvu ustvaril inkubator za Teslo, po domač povedan. Tesla že od vsega začetka ni podjetje, ki bo izdelovalo avtomobile, ampak je v bistvu podjetje, on ga vedno predstavlja kot softversko podjetje, podjetje, za katerega glaven cilj je bil samovozeče vozila in pa roboti. Tako da mi Teslo vidimo kot avtomobilsko podjetje, realno je pa to softversko startup podjetje, katere temelj je v umetni inteligenci. In Musk je večkrat izjavil, da je Tesla največje umetno inteligenčno podjetje na svetu in OpenAI, torej ChatGPT, je bil neke vrste inkubator za Tesline inženirje, ki avtomobile zdaj pač učijo samovozeče, torej AI vožnje. Ampak recimo ta Muskov OpenAI ne bi imel nobenih varnostnih zatičev. Mislim, da je bil Odmevov članek v tujini, ne vem koliko so ga povzemali slovenski mediji v zadnjih 2 tednih. Musk zagovarja absolutno svobodo govora, kar je pokazal na socialnem omrežju X, ampak odmeva primer, ko so starši otroku prepovedali, mislim, da uporabljati računalnik. Jaz mainstream medijev ne verjamem. Kar se tiče Muska po umetne inteligence. Ampak je spraševal, kaj lahko naredi. In mu je umetna inteligenca svetovala, preprosto se znebi svojih staršev, ubije. Jaz bom tako rekel, jaz mislim, da se glede na to groka precej spremljamo, tudi na X-u. In tudi ga testiramo in uporabljamo. Zelo dober je zdaj v generiranju fotografij, tudi za medije, po pravici povedanje.
narejen tako, da ne rabiš povedati, da rabiš fotorealistično stvar, pa on zelo fotorealistično stvar že sam po sebi naredi. Kar se tiče pa samega jezikovnega modela, pa že nekaj časa trdim, da se je maska uploadov v groka. Tako da kakšna šala na račun staršev, lahko tudi ta persona, bom rekel, persona Elona v tem groku. Ja. No, zdaj, ChatGPT, ko ga vprašaš več o vas, pravi, da ste futurist, da ste pogosto korak pred drugimi, tekom pogovora nekako že lahko sklepamo, da ste futurist, ampak zdaj tole mi je padlo v oči, da vas zaznamuje Aspergerjev sindrom. Mi lahko poveste kaj več, kaj je to? Aspergerjev sindrom, če bi šli vi zdaj v IT podjetje, pa bi pogledali po prostoru, bi najbrž 1/3 teh programerjev v tem podjetju imela kar lep seznam teh lastnosti. Ne. Pomeni, da sem vedno razmišljal po svoje, velikokrat sem se operil sistemu, šel čisto po svoje smeri, zato tudi šolski sistem je z mano kar velike probleme. Sem imel taka niharja, da sem imel 6 predmetov, 5, pa 4 lahko tudi šus v srednji šoli. Predvsem pa sem vedno verjel v to, da ko dobim en interes ali pa ko me nek fokus grab, se v tisti stvari lahko zelo dobro informiram. Moja X moč je sprave to, da ponovadi na podlagi določenih točk v sistemu lahko dobro povežem stvari v neko celoto. Zato jih lahko mogoče prej vidim. Je pa res, da nažalost nimam tako rad denarja, tako kot na primer tudi Elon Musk, da se nikoli nisem spravil v to, da bi te neke stvari, ki jih vidim mogoče naprej, izkoristil. Hkrati pa to okolje v Sloveniji zelo specifično, dajmo temu reči, za to vrstne ljudi. Ne. Mi imamo že zdaj v osnovni šoli, bom rekel, mičkan težave, ki jaz otroka učim sproščenega nastopanja, s čemer bi prepričal svojo publiko in se povezal s svojo publiko, mora pa nastope v šoli delati zborno, ne? Torej s pravilnim slovenskim jezikom. Ne? Ker imam jaz 66% mojih otrok ima Aspergerjev sindrom potrjen. Zanimivo. Startupov, kar nekaj. Ne? A je Evropska unija, Slovenija, sploh okolje, kjer jih lahko razvijate, glede na to, da je trg, vsaj glede tega, veliko manj reguliran in veliko bolj odprt, recimo na drugi strani luže? Zdaj, kar se tiče umetne inteligence, sigurno Amerika pač Eldorado. Ne? Brez omejitev. Evropska unija je v bistvu z lanskim letom, v avgustu je bil AI Act sprejet, ki novim generacijam telefonov, tako kot je iPhone 16, pa nov Google Pixel telefon, v bistvu onemogoča določene stvari. Torej, če ste vi zdaj kupili nov iPhone 16, nimate teh umetno-inteligenčnih lastnosti, ki jih imajo Američani. Ne. Tudi nov Google Pixel ne omogoča določenih stvari. Naprimer, prepovedan je vpogled umetne inteligence na zaslon telefona. Ne. Ti v Ameriki lahko rečeš, Geminiju rečeš, da mi povej, kakšne so jutranje novice, ali pa si na neki spletni strani, pa rečeš, da poišči ta izdelek na 7 drugih spletnih straneh in mi najti najnižjo ceno. Pri nas to ni mogoče, pri nas je mogoče samo AI manipulacija z fotografijami. Kar se tiče pa startup okolja, slovensko startup okolje je zelo specifično, zelo, bom rekel, podobno NVO-jem, skozi se relativno isti ljudje vrtijo, ki so pač lahko celo v bistvu bremza, bom rekel, v startup inkubatorji, zato ker ne prepoznavajo dobrih idej, ali pa če so ideje, dajmo reči, veliko bojo je v startup community, no, ki so priskledniki teh venture kapitalov in lahko imaš pa z njimi, če si malo drugačno misleč, v to, kar imajo. Ja, nekje sem prebral, da je zgodba o uspešnih startupih estonska zgodba. Mislim, da vaš sin tam študira. Zakaj po vaše Estonija? Estonija, jaz ne vem, Estonija je pač zelo tak, jaz se jo imam rad, tudi zaradi tega, ker je moj sin zdaj v Estoniji, prekinil je študij turizma in se zaposlil tam v neki hotelski verigi, tako da je narejen tak zelo zanimiv rez za družino in življenjem. Predvsem zaradi tega, ker ga je Estonija presenetila kot izjemno digitalna država, izjemno urejena, tudi kar se tiče prometa in vsega, in izjemno tehnološko napredna država. Ne vem, a je bila to taka huda lustracija Estoncev napram sami Rusi po odcepitvi, ampak definitivno tudi Estonci kot taki se zelo Skandinavce počutijo oziroma imajo ta nek duh in urejenost in to. Zame je Estonija ena najbolj urejenih držav, tudi prometno.
tam v blokovskih naseljih praktično ni avtomobilov, vsi si javen promet je zastonj, poleg tega je pa ta car sharing pri njih številka 1. Ne. Tam te 15-minutna vožnja do letališča stane 7 €, pri nas nastane 40 iz Ljubljane. Stvari so pač urejene. No. Ja, ko so pri Skandinavcih, oni pa so se odločili za elektrifikacijo avtomobilske industrije, zlasti Norveška tu prednjači. Ja. Pa če pogledava zdaj Skandinavijo, kljub temu, da Norveška ni del Evropske unije, kako vpliva na sosednje države, recimo? Mislim, definitivno so zgled. 90% vseh registracij električnih vozil, ne samo 10% je še običajnih vozil, pa to so ponovadi že tudi hibridna vozila. No, tako da ta procent je pri njih res ogromen. Oni so zelo kmalu začeli, seveda, zaradi tega, ker niso v monetarni uniji in ker tudi niso z evropsko zakonodajo omejeni, so se lahko privoščili, da so v bistvu električna vozila oprostili davka na dodano vrednost. In s tem v bistvu že kar hitro izenačili. Torej, nižja registracija avto brez DDV-ja, plus določene bonitete in pa davki na določene avtomobile, ki so zelo onesnaževali, so jih pripravili do tega, da enostavno ni ekonomske računice na Norveškem kupiti avto, ki ni električen. Kako počasi poteka ta prehod na električna vozila, če recimo primerjava Evropsko unijo, ne vem, s Kalifornijo? Kalifornija je, ne vem, država, kjer je, lahko rečeva, povezava človek-avtomobil zelo močna, ker niti ni močno razvitega javnega potniškega prometa, ne, vsi pač se vozijo z avtomobilom. Pa vendarle, nedolgo nazaj sem bil v Kaliforniji, na cestah je tam bistveno več električnih avtomobilov kot jih v Evropi, kljub prizadevanjem, da bi zdaj tudi mi v to šli. Jaz mislim, da je pač ena sigurno ekonomska kalkulacija. Mi se moramo zavedati, da se je 2013 zgodila Tesla, ampak ne zaradi zelenega prehoda. Zato, ker je pač enostavno električen avto dosti lažje narediti. Tudi Kitajci ne bi tako hitro dohitevali Evrope, če bi mogli delati avtomobile s klasičnim bencinskim motorjem, torej ICE avtomobile. Jaz mislim, da primarno se moramo zavedati, da so električni vozili, zeleni prehod tukaj nima veliko veze. V bistvu ima tehnološki razvoj, je največja poanta. Avto se da enostavno narediti, 60% manj sestavnimi deli, hkrati pa lahko ta avto trajnejši, kar pomeni, da bomo z njim več kilometrov delali, kot z običajnimi avtomobili. Vi pravite, da ne bi smeli električne avte nekako prištevati k tem zelenemu prehodu, ki se nam tako agresivno vsiljuje? Seveda, da ne, zato ker to pomeni od 13 do 16% CO2 izpusta v celem kolaču CO2. Ne. Mi bi več naredili, če bi ladijski pa letalski promet na nek ogljik spravili, pa na neke alternativne metode, manjše jedrske reaktorje, temu reči. Tako da to je plunk v morje. Pravim pa, da so ambasadori predvsem tehnološkega razvoja, bolj kot tega zelenega prehoda. Se je pa Evropa okoli teh avtomobilov, bom rekel, pa definitivno zaplezala. Je pa težava, ker se drugi niso. Torej, če mi ne preklopimo razvojno, Evropejci danes znamo narediti odličen električen avto. 100% enako dober kot Američani in Kitajci. Težava je pač mentaliteta, ki jo imamo. Mi te najboljše razvojne stvari zadržujemo za premijske izdelke, kot so Porsche in Audi. V teh srednjorazrednih avtomobilih so pa eno generacijo starejše tehnologije. In to težavo imamo, zato nas tudi Kitajci zelo dohitevajo. Hkrati se pa treba zavedati, da v prehodu teh tehnologij, mi smo zdaj v nekem tehnološkem shiftu, 3 stvari se dogaja. Prvi shift je menjava energenta, ta drugi shift je v bistvu princip, kako se avtomobili razvijajo. Elon Musk je v bistvu v proizvodnjo električnih avtomobilov uvedel miselnost softverskega razvoja. Torej pomeni release soon, fix later, to je znano pač iz najprej softverja. Zdaj, potem popravljaj. Ja, in tudi zato so Tesle znane po tem, da so prvi avtomobili, ki pridejo nove generacije, ponavadi z nekimi napakami, ki se pa čez čas... Pa da so gorele. Zelo
To je zelo malo verjetno, to je ena fama. Kadar električen avto gori, je to prva novica. Ne? Kadar gori kamion na avtocesti, je to peta novica. Ampak če je pa kamion, ki zagori zaradi tega, ker je kamion zagorel, na njemu so pa električni avti, pa to sploh novica številka 1. Tukaj je, torej v najbolj pesimističnem scenariju električni avti, imate pri električnem avtu 20krat manjšo možnost, da gori, v najbolj optimističnih scenarijih pa 60krat manjša možnost kot klasičen avto. Je pa treba povedati, da hibrid, ki ga zelo dobro propagiramo, 17krat bolj gori kot klasičen avto. Tako da v vsakem primeru električni avti ne gorijo. No. Mislim, ko se pa zgodi, gorijo pa drugače. Gorijo pa lahko tako, da ga težje pogasiš, to je pa absolutno. Ja, povejte še več o tem softveru, to ste prej omenjali. Spravi, avto pride lahko ven z veliko napakami, ampak ko se potem njegova nadzorna plošča, da tako rečem, nadgrajuje. Hardversko so nadgrajujejo avtomobili. En zelo dober primer je, da je Toyota kupila torej Teslo Y 2019 pa Teslo Y 2023. Inženirji pač to velike firme počnejo, da kupujejo konkurenčne avtomobile, potem pa delajo reverse engineering oziroma gledajo, kaj so pa te ljudje spremenili. In so bili v bistvu šokirani na tem, koliko enih stvari se je spremenili v temu sicer v zunanjosti istem avtomobilu, v notranjosti. Musk se je odločil enega lepega dneva, da ne bo več senzorja za temperaturo v zunanjosti in je odstranil pač nekih 4 kilograme kablov in senzorjev. Hkrati se je odločil, ko je dal boljše kamere v avto, se je odločil, da avto ne bo več imel ultrazvočnih senzorjev za parkiranje. In tudi trgovci v Ljubljani so imeli, trgovci Tesle so imeli v Ljubljani probleme, ker ljudje niso hoteli Tesle kupiti, zato ker niso imeli senzorjev za parkirati. Tako da oni, torej filozofija teh novo nastalih podjetij, pa so ne samo Tesla, ampak tudi kitajskih podjetij, da avtomobile tako softversko, kakor hardversko skozi nadgrajujejo. In so vedno boljši z napakam. Ne? Ja. Učijo se na napakah, se to delajo tudi veliki. Subaru je bil znan, da je imel eno tako staro uro in da jih je naročil 7 milijonov komadov in je 7 milijonov v maturno ploščo še danes dobite v določenih avtomobilih, dobite to isto uro. Gre za to, da v bistvu edini avto, ki se zdaj v zadnjih 4-5 letih je pocenil, bil Tesla Model 3. Ne? In ne glede na inflacijo, pa rast cen, pa to, da so se drugi avtomobili zaradi razvojnih stroškov dražili, je ta avto ostal na isti oziroma se je še znižala ta njegova vrednost. Zato, ker pač Musk štarta na to, da ni velika paleta produktov, ampak je ozka paleta produktov, pa čim večja prodajna številka, ki zmanjšuje vrednost enote in večja profitabilnost. Vrniva se k evropski avtomobilski industriji. Zakaj se je nemška praktično čez noč in z njo evropska znašla v takšni krizi? Nemci, ki so vendarle začeli s hibridi, ki gredo v elektrifikacijo. Je kriva, ne vem, nemška vlada, ki je to čez noč forsirala, ne vem, ali pa prepoved motorjev na notranje zgorevanje po letu 2035. Kje vidite razlog? Vedno, ko se dogajajo te pretresi v tehnologijah, te tehnološki shifti, dajmo reči, prišel je iMac, pa je zatresel IBM, pa prišel je internet, pa je spremenil, kako dobivamo informacije, prišel je iPhone, pa je zginila Nokia, Ericsson. Zelo veliko evropskih firm, ki so bile takrat vodilne na področju mobilne telefonije, so s prihodom pametnih telefonov izginile. In v Evropski uniji je enostavno tako, ko se ti enkrat velik, pa mastodont, kot je Volkswagen ali pa kakšna druga skupina, Stellantis, se težko prilagajaš. Hkrati je pa veliko negativne selekcije v podjetjih, tudi sindikatov, ki so do te mere močni, da je imel Volkswagen 30-letno zavezo delovnega mesta, torej obljubo delavcem, da bojo 30 let zaposleni, če se bojo pri njih zaposlili, kar jim ne omogoča to neko fleksibilnost razvojno. Zgodilo se je pač tudi to, da so Kitajci že 7-8 let nazaj začeli kupovati ključen evropski kader. Tudi v Sloveniji imamo bivši direktor slovenske podružnice BMW, Luter je bil na to direktor BMW divizije, kasneje pa so ga Kitajci kupili in ga povabili Zikarju, kjer je v bistvu direktor cele blagovne znamke Zikar.
Tako da dogaja se ta odliv in iz tega odliva to ni pač samo menedžer, ampak vsi kontrolorji kakovosti izdelave in tako naprej od Mercedesa, kup ključnih kadrov z ključnimi znanji so pač oni kupili. To je ena stvar, druga stvar je pa, da je že kar nekaj časa nazaj v evropsko industrijo močno stopil tudi kitajski kapital. Mercedes je kar nekaj kitajskega, pokupili so pa tudi že, da ima reče, 10 do 15% evropskih blagovnih znamk. Njihov je Volvo, Polestar, njihov je Lotus, njihov je Smart, pa še veliko blagovnih znamk se mi zdi, da je z enim čevlom že njihovih. No. Tako da to se evropske industrije. Evropska industrija se še leta 2007 zelo delala norce s Tesle. Tako da nekako niso dojeli, kako so se zoptimizirali, kako drugače se razvija in še vedno delajo po istih starih principih. Razvojni cikel avtomobila je 8 let, ne? Po 8 letih pride nov model oziroma nova generacija vozila, ki se začne 4 leta prej razvijati, ne? In v bistvu te stare ideje ali pa že preživete ideje prehajajo v nove avtomobile. In ko postaviš na tehtnico nekega novega BMW 3, pa neko Teslo 3, tudi na tehtnico, ki jih postaviš, sta avta drugačna. Tako da jaz mislim, da je predvsem to čisto normalen proces. Tudi podjetja, ki so delala parne lokomotive, niso potem dizelskih delala. Ne. Tako da to je nekaj, kar se nam dogaja. Jaz mislim, da ena tretjina firm bo kupljena strani Kitajcev, ena tretjina bo propadla, ena tretjina bo pa ostalo v bistvu klasični evropski urarji na področju avtomobilizma, švicarski urarji, ne, ki bojo še vedno izdelali Ferrari, Lamborghini, Bugatti in te premijske blagovne znamke, ki bo imela nek drug sentiment, neko drugo vrednost. Ne. Jaz to zelo velikokrat primerjam. Za vsakodnevno uporabo sploh. Torej, ročna ura, ne, zdaj, če se neko lepo švicarsko uro zbereva, glih tako, kot digitalna pokaže čas. Ne. Ampak digitalna ura zmore še pač meriti od pritiska zdaj do pulsa, do pač aktivnosti, z njo se lahko pogovarjamo in izvajamo klice. Gre za drugo kategorijo v spletni trgovini. Ne? Ampak s to ameriško konkurenčnostjo in vdorom kitajskega kapitala, ki ste ga omenili, kaj napovedujete avtoindustriji Evropske unije? Torej? To, da bo postala butična. Jaz mislim, da pač jaz zelo težko verjamem v to, da se bojo uspeli te mastodonti ali pa velika podjetja do te mere obrniti, da bojo lahko konkurirala. Kitajskem se je zgodil en tak hud obrat, ko so Kitajci letos ugotovili, da so njihovi avtomobili konkurenčni evropskim, se je sprožila ena, bom rekel, epigenetska samozavest Kitajcev in so začeli pač enostavno svoje avtomobile kupovati. Po drugi strani pa naj bi, to so spet govorice, kitajska pač komunistična partija dala pravzaprav dekret, da se ne spodobi več torej evropskih avtomobilov voziti in da naj pač Kitajci, zato ker smo sposobni narediti boljše avtomobile, kupujemo pač kitajske produkte. Kako lahko Evropska unija v naslednjem mandatu odreagira na to, kar ji napovedujete? Mislim, zelo težko. Mislim, jaz mislim, da smo Nokia trenutku ali pa sem skoraj 100%. Ne. Torej, da je Evropska kljub svoji veliki dominanci ali pa 100-letni dominanci tega prestopa ne bo. Mi se pač moramo obrniti v to, v čemer smo dobri smo tudi bili v softveru, dobri smo bili tudi v inovacijah, v omrežjih, v določenih tehnologijah. Enostavno pa zgubljamo stik. Ne. Po mi dva se tukaj zelo veliko pogovarjava o električnih avtomobilih. Ne. Problem so AI avtomobili. Ne. V Kaliforniji Tesla z FSD-jem, to je full self-drivingom, torej avtonomno vožnjo, brez voznika, praktično te pelje zjutraj v službo. No, jaz sem bil v San Franciscu pred nekaj tedni, Waymo se reče? Ja, Waymo, ja. Umetna inteligenca vozi te avtomobile po mestu, voznika ni, delujejo kot Uber. Ljudje se prostodušno usedajo in jih pelje avto brez voznika. Ne. Jaz kot Evropejec prestrašen, ne. A se sploh upamo sedeti za volan? Je to tudi naša prihodnost v Evropi, oziroma kdaj bomo to videli pri nas? Jaz mislim, da z novo administracijo v Ameriki, torej z Donaldom Trumpom, se dogaja en trenutek
Če spremljamo malo ameriško politiko, smo videli, da so se v zadnjem tednu zvrstili pravzaprav vsi, bil je tam Zuckerberg, bil je Bezos, Musk, tako vsak dan pri njemu. In mislim, da bo šlo za en tak dogovor. Trump bo zelo veliko s carinami delal. Jaz mislim, da bo pogoval izvoz umetne inteligence pa softverskih produktov v Evropo z ocarinjenjem evropskih izdelkov, da bo tukaj do nekega kompromisa prišlo in da bomo tudi v Evropi, ne bom rekel, bili prisiljeni, ampak bomo dobili ta samovozeča vozila. Zanimivo pa je, da ta samovozeča vozila so več ali manj prisotna ta hip samo na področju Bay Area, v San Franciscu. Nisem jih videl drugje. Ja, v bistvu, vemo, je v 4 mestih, FSD je pa po celi Ameriki trenutno razpoložljiv za 99 €. Torej vse Tesle od leta 2016 dalje, govorimo o 5 milijonov avtomobilov, imajo od takrat brezplačno vgrajen hardware, torej pomeni računalnik in pa 8 kamer. In to je predpogoj za to, da lahko avto sam vozi. Tako da ti si lahko v bistvu danes 4 leta star avto najameš v Kaliforniji, ki ima pač ta softver naložen oziroma to naročnino na ta softver in rečeš avtu, zdaj pa me pelji. In avto te pelje, seveda moraš pač biti pozoren na to, kaj se dogaja v prometu, ker odgovornost je na vozniku, ne na umetni inteligenci. Ampak realno, tako kot zdaj vidimo, veliko evropskih novinarjev je šlo to preizkusiti v Kalifornijo, pa so bili šokirani, da to funkcionira. Ampak čigava odgovornost pa je, ne vem, če Google naredi nesrečo, kar nekaj jih je. Vemo to, ja. Vemo to. Kar nekaj jih je povzročilo. V tem primeru, ko avto upravlja neka družba, je odgovornost, ne vemo, to je brez. Recimo, jaz sem v San Franciscu naletel na kolono, zvečer, pol ure je trajalo, da se je zadeva sprostila, potem sem obvil to samovozeče vozilo, postavljeno počez po 4 pasovnici s prižganimi vsemi 4 svetlobnimi signali. Očitno se mu je zmešalo, ne vem. Kako varna je torej ta umetna inteligenca? Ja, umetna inteligenca je inteligenca. Mi se moramo zavedati, da imamo opravka z inteligenco. In da umetna inteligenca ni nezmotljiva. Vsak, ki uporablja ChatGPT, je gotovo, da ga vsake toliko časa pele scet po domači. Izmišljuje stvari. Eno za to, da nas kontrolira, jaz mislim, da je to nek varnostni mehanizem, drugo je pa to, da je pač tudi midva sva zelo zmotljiva, sej tudi midva kak podatek narobe prepišava in zelo podobne stvari se tukaj tudi dogajajo. Tako da jaz mislim, da tega bo velika. Prinesel bo pa v nekem daljšem obdobju bo prinesel sigurno zelo veliko koristi in jaz mislim, da nismo daleč od tega, da boš več za zavarovanje avtomobila plačal, če boš kot človek z 2 kamerama vozil v primerjavi z nekim. A to pomeni, da potem niti izpita več za avtomobil ne bomo potrebovali v prihodnje? Tako bom rekel, tukaj je ena taka zelo, če boš hotel vintage avtomobila voziti, po vsej verjetnosti boš mogel imeti izpit. Takrat boš tudi zelo veliko plačal za to, da boš ta avto registriral, ne bo tako pocen, kot so zdaj starodobniki, ker boš mogel po vsej verjetnosti velike zavarovalnine plačevati. Namreč te neke statistike kažejo, da je ta možnost nesreče pred zdajšnjem stanju samovozečih vozil 50krat manjša, kot če voz človek. Vi napovedujete, da bodo avtomobili torej postali neke vrste pametni telefoni v kako doglednem času? Ja, torej iz te kategorije klasičnih mehatronskih izdelkov, torej kjer je bila ta finomehanika glavna, postaja to v bistvu na nek način tablice na 4 kolesih, ki bojo drugače funkcionirali. Mislim, da bo ta glavna trenutek, kjer se bo cel svet zavedal, da zdaj pa ni več šale, takrat, ko bo Tesla prvim kupcem izročila Cybercabe, kar precej verov napoveduje, da se bi naj to zgodilo do konca 2025. In takrat bomo prvič na ceste dobili avtomobile, ki jih bo lahko vsak kupil in ki bojo brez volana. In v tistem trenutku nam bo vsem jasno, da ta vožnja, da bo ta feature Tesle v 10 letih v vseh novih avtomobilih. Tako da takrat se bojo pa tudi naši otroci začeli spraševati, če bojo imeli potrebo po tem, da vozijo. Ja, ampak kar nekaj časa je trajalo, tudi da so Tesle postale dostopne, ekonomsko dostopne nekemu povprečnemu državljanu. 10 let. 2013 je bil Model S predstavljen, zdaj pa, če se mi do 10 let naprej premakneva, takrat je bila Tesla eksotika elektrike, 10 let kasneje so vsi avtomobili električni. Tako da, mislim, vsi novi modeli, ki prihajajo na trg, seveda vzdržujejo še Volkswagen Golfi, Passat in tako naprej,
Ampak kar je pa novega ali pa resnično zanimivega ali pa kar sploh je novica, ne? To pa je zdaj že več ali manj električno. Ne? Tako da če bo šlo po temu, ne? Če rečemo, da danes nekje v Kaliforniji se usedeš in daš naslov in te avto 50 minut nekam voz in se ti s tem ne ukvarjaš, čez 10 let mislim, da bo to večina avtomobilov, jaz mislim tudi zaradi Googla pa tega Waymo, tako smo ga zdaj omenjala, ta Waymo je v bistvu Google že nekaj časa stopa v avtomobilsko industrijo, prisoten je v informatičnih sistemih trenutno Renaulta, Polestarja, Volvota in jaz mislim, da bo s to samo vozečo tehnologijo, je to samo še nek produkt, ki se bo dodal tem proizvajalcem. Ma pa Tesla tukaj neverjetno prednost, ker ima že od leta 2016 vse avte opremljene z temi kamerami in s tem računalnikom. Tam je pa taka prednost, da je veliko vprašanje. Zakaj se je Musk tako povezal s Trumpom, po vaše? Ja, jaz mislim, da je Musk pač bolj pameten kot Trump. Dajmo temu tako reči. On je zelo pragmatičen, zaradi svoje neizmerne ekonomske moči je imel pač probleme. Videl, da te problemi niso naravne oblike, torej mainstream medijski svet se je zarotil proti njemu in on na nek način, tako kot jaz, vedno iz eksistenčnih stvari štarta. Ne. Jaz sem tudi kak političen komentar dal samo zato. Ne zato, ker me politika zanima, ampak ker me je strah ratal, v pravici povedano. Jaz mislim, da tudi Muska na nek način je njegov eksistenčen preživetmen nagon silu. Česa vas je? Osebno me je ratal strah, kam gre naša družba, kako se obrača, kam gremo z nataliteto, koga smo sposobni izvoliti, čisto zares, na kakšen način in na kakšne limance padamo. To se verjetno sprašujete zadnje 2 leti in pol. Ja, mislim, definitivno zadnje 2 leti pa pol. Ne. To je pač ratu ples norcev, ladja brez krmarja in pa stvar, ki ne pelje v neko pozitivno prihodnost, tudi na nivoju vrednot, čisto po pravici povedano. Ampak zdaj, če se vrnemo k Sloveniji in njenem težavnem prehodu na e-mobilnost, zakaj se je Slovenija znašla na repu registracije električnih avtomobilov in nič ne kaže, da bi se ta trend obrnil? Tukaj smo res slabi. Trenutno smo drugi v Evropi. Težavo imamo, da tudi politika ne vodi zgleda. Drugi v Evropi na repu. Na repu, ja. Tudi politika ne vodi z nekim zgledom. Jaz sem vsaj pričakoval, ko smo dobili sončnega kralja, gospoda Goloba, da bomo dobili neko floto električnih avtomobilov z njim. Ker je bil znan po temu, da je podjetje Gen imel Tesla že zelo kmalu in sem rekel, to pa bo zdaj nek nov veter, ne, v krilih te e-mobilnosti. Pa ni, ne. Tako da tukaj me je kar nekaj stvari v bistvu razočaralo. In če tega zgleda ni, takega ali drugačnega, potem tudi ljudje ne sledijo. Ja, ampak da bi se te registracije povečale, bi mi verjetno najprej potrebovali infrastrukturo, ki pa je tudi nimamo. Ne? A si mi sploh predstavljamo, da se zvečer cela ulica priklopi na električne polnilnice? Pred blokom. Tukaj so tri elementi. 70% vseh Slovencev živi v eno- ali dvostanovanjskih hišah. To je prvi podatek, ki ga moramo imeti. Torej pomeni te, ki v lastnih hišah 70% ljudi, mislim, da je 67, ampak ne bom statističen urad Republike Slovenije, živi v teh svojih objektih in te nimajo nikakršne težave z svojo elektriko, bojo pa imeli težavo, ker vsak avto parkiran pred vsako hišo pomeni praktično isti porabnik kot to hišo in bo slej prej mogli zagotoviti to elektriko za ta avto iz strehe. Drugih 30% to so ta urbana okolja. Jaz mislim, da teh 30% je novih objektov v zadnjih 20-30 letih, ki imajo neka parkirišča, lastniška, tudi že kar neki, no, nekih 5-10% po vsej verjetnosti. Ti, ki so pa skrajno v urbanih središčih, pa jaz mislim, da bojo pač mogli v alternativnih metodah dolgoročno razmišljati, ker avta brez svoje polnilnice električnega je pa res težko umetno. Tako da tukaj je ene par elementov, kar se tiče polnilne infrastrukture, bom tako povedal, poprečen voznik Tesle 6-krat na leto uporab infrastrukturo izven svojega doma, kar pomeni, da gre na nek ta Tesla Charger. To je statistika iz Amerike, kar pomeni, da na 2 meseca moraš enkrat na neki poti. Imamo glasno opozicijo, vendarle električnim avtomobilom tudi v delu slovenske politike. Ne? Ta je ta hip bolj glasna v opoziciji. Veliko je govora o tem, da so v bistvu električni avtomobili bolj umazani, ne? Da izkopavanje litija v Evropi tudi pomeni odvisnost od Kitajske, oziroma zanašanje na litij za baterije pomeni odvisnost od Kitajske, ker mi rudnikov litija nimamo.
vidimo, kakšen škandal je v Srbiji, kjer bi enega radi odprli. Skratka, da je električna industrija avtomobilska bolj umazana kot klasična. Je to tabu tema, je to stereotip? Zelo velike polresnice ali pa, bom rekel, nekih mitov okoli te mobilnosti. Električen avto tisti trenutek, ko pripelje na cesto, tisti trenutek je absolutno bolj umazan. Torej, več CO2 je bilo pridelanega, da je avto prišel iz tovarne. Ampak v svoji življenjski dobi je pa večkrat dokazan, tudi če dela na elektriko iz TEŠ 6, da je samo 1/3 izpustov CO2 pri trenutni tehnologiji. Druga reč, ki jaz vidim, je to, da te bogate zemljine oziroma redke zemljine ne bojo po vsej verjetnosti v naslednji generaciji baterij tako pomembne, kot so pomembne danes. Da se zelo velik napredek je na področju baterij. Toliko velik napredek je, da jaz trdim, da če vi danes avto kupite, ki ima 60 kW baterijo, boste šli k Janezu čez 7 let k Janezu, tamle na Vogalu, ki bo to baterijo zamenil za 100 kW baterijo na isti dimenziji, ki bo stala mogoče 2 ali pa 3000 evrov, pa tako, kot zdaj stanejo te baterije, lahko tudi na 10. Tako da bo ročnost teh avtomobilov daljša. Tudi to je nekaj, ne moramo jih čisto primerjati. Ker se je najin čas že skoraj iztekel, vrniva se za konec k umetni inteligenci in nadomeščanju, recimo prej sva govorila o vozniku, ki mu verjetno čez nekaj let nič več ne bo potrebno početi v električnem avtomobilu. Kateri pa so vendarle zdaj prvi poklici, ki bi lahko zaradi umetne inteligence izginili po vašem? Jaz sem se s svojimi sini v zadnjih letih zelo veliko pogovarjal o poklicnih odločitvah. Tako da imamo tudi zdaj z mojim najmlajšim 10-letnim kar izziv, kaj bo. Zelo mu diši denar, tako da zna biti s pomočjo umetne inteligence zelo razgledan v tem področju. Mi smo bili vedno prepričani, da poklica ploščičarja ali pa fizioterapevta ne bo nek robot zamenil. Jaz sem tukaj v bistvu na nek način zdaj že počasi skeptičen. Jaz mislim, da prihajamo v obdobje, kjer so računovodje, po vsej verjetnosti tudi kakšni oblikovalci in tako naprej, tudi kreativni poklici na tem udaru. Zmagal bo tisti, ki bo znal to umetno inteligenco v bistvu pravzaprav dobro pilotirati oziroma tega zmaja v umetni inteligenci ukrotiti in ga prikrojiti. Takrat bomo pa dobili veliko Tony Starkov, Iron Manov, nad ljudi, ki bojo v bistvu lahko zelo veliko stvari zelo dobro počeli. Tisti, ki bojo znali to sprejeti, bo to multiplicirali v svojemu IQ-ju. Jaz to vedno pravim, da je to podaljšek mojega IQ-ja. Jaz veliko svojih, ali tudi tweetov, ali pa kakih zapisov, dam vsaj ne zlektorirati, res čez umetno inteligenco, ker sem dislektik in imam težave s tem pisanjem. Tako da, če to tako uporabljaš, da to potegneš več iz sebe, bo super. Tudi v vseh poklicih. Če boš pa to negiral, te bo pa hitro nekdo, ki bo to uporabljal, prehitel. Bolje v tej konkurenčnosti sprejemanja podprto umnosti ljudi, da temu reči. Ker seveda je veliko ljudi še vedno zelo skeptičnih, je zdaj odgovornost na politiki, da nas pripravi na te spremembe, če želimo biti konkurenčni preostalemu svetu, ki sprejema umetno inteligenco z obema rokama. Kakšne so spremembe, ki jih ta družba potrebuje, da bi sobivali z umetno inteligenco in v bistvu, da bi dejansko postala naše orodje, naš pomočnik? Jaz mislim, da v osnovi Slovenci že demokracije nismo čisto ponotranjali, pa šolskim sistemom jo nismo uvedli kot eno osnovnih prvin šolskega programa, ker je bila v prejšnjem sistemu politična razprava relativno zaprta. Jaz mislim, da v šolskem sistemu je treba, pri nas je namreč prepovedan v našem razredu uporabljati ChatGPT, Google pa lahko uporabljamo, pri tem, da moja mama, ki je 66 let stara, izključno uporablja samo ChatGPT za pridobivanje nekih informacij, ker se ji ne da razbirati informacij po Googlu več. Ampak nekdo je pa mogel malo smo jo podučili. Ja, malo smo jo podučili, ampak govorimo o tem, da predvsem moramo pri vzgoji začeti. Jaz mislim, da je tudi vzgoja demokracije zelo pomembna, da imamo zelo neuke volilce, da tukaj je ta prva naloga šolskega sistema, ta druga naloga šolskega sistema je pa, da otroke razveže polnjenja. Torej, mi zdaj filamo te diske z nekimi informacijami, rama pa čisto res pa procesorja, pa te otroci ne znajo uporabljati, dosti premalo je tega timskega dela. Vidim tudi tako zdaj v teh programih tega kreativnega reševanja problemov, poslušanja, kaj je talent od nekoga, in potem ga lahko na račun tega, da nekje drugje talenta ni,
v bistvu omejuješ. Tako da umetna inteligenca, mislim, da bi mogla biti tudi del teh izobraževalnih programov. Mislim, da bi lahko še nadaljevala in enkrat zagotovo bova, ampak zaenkrat Jan Macarol, hvala za obisk na Domovini. Hvala tebi, Luka. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Želim vam blagoslovljene božične praznike. Slišimo se prihodnji teden.